Spoštovani, ko redno se dobivamo, to sodelovanje je seveda koristno, da vas sproti obveščamo o stanju, v katerem je UKC Maribor v teh težkih časih. Morda ste dobili občutek, da smo z nekaj olajšanja prišli na novinarsko konferenco, pa recimo, da je deloma res tako, da je nekoliko boljše stanje, vendar ne smemo se slepiti, da je to dokončno že stanje, ki vodi v neko svetlo prihodnost. Stanje se lahko hitro spremeni in tudi poslabša. O trenutnem stanju v naši ustanovi bosta več povedala strokovni direktor in pa pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Uvodoma zgolj to, da še naprej delamo v sila resnih, še kar na nekih segmentih kritičnih razmerah, da je, kot sem omenil, stanje še naprej sila resno in morda zgolj apel, ker se večkrat ponavljamo, glede na situacijo v slovenskem zdravstvenem prostoru, glede na situacijo v ustanovah, ponovno apel na sodržavljane in sodržavljanke, držimo se pravil, upoštevajmo navodila stroke, cepimo se in vse ostalo, kar nam strokovne skupine svetujejo. Še naprej se je treba tega držati. Prihaja res, da je en čudovit, veseli december, ampak kot je bilo zadnjič že izpostavljeno, zaradi neupoštevanja pravil ali pa veseljačenja je vsaka smrt, ki se zgodi, tragičen dogodek. Ali pa če malo drugače to povem, v teh lepih časih in praznikih, ki prihajajo, so svečke za božični večer v okviru družine ali pa za novo leto dosti lepše kot tiste na pokopališčih. Skratka, ljudje, še naprej vsa pozornost, vsa skrb za obvladovanje covida, mi se trudimo, z vašo pomočjo nam bo vsekakor uspelo. Hvala lepa. Mogoče bi kar z moje strani. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Malo bi vam osvetlila situacijo zaposlenih v zdravstveni negi. Ta trenutek imamo preko 300 zaposlenih v zdravstveni negi prerazporejene v različne COVID delovišča. Od tega je 140 medicinskih sester razporejene v 3 enote COVID intenzivne ravni oskrbe stopnje 3 in v 5 akutnih COVID oddelkov. Pomagajo nam medicinske sestre iz zdravstvenih domov na mariborskem področju. Imamo tako 14 takih diplomiranih medicinskih sester in 2 tehnika in pa 3 diplomirane medicinske sestre na oddelkih, kjer je bil prerazporejen kader v COVID akutne oddelke. Hkrati se zahvaljujemo prostovoljcem Rdečega križa, ki so se vključili v velikem številu, torej 17 prostovoljcev Rdečega križa se nam je vključilo v pomoč pri oskrbi v COVID intenzivnih terapijah, vendar to ni vseh 17 vsak dan, ampak po dnevih, kar je zelo dosti nam pomaga, in pa 5 prostovoljcev preko Slovenske filantropije v ekipo za logistiko pacientov in materialov. Hkrati pa imamo še 10 pripadnikov Slovenske vojske, ki so vključeni v oskrbo pacientov v urgentnem centru. Apel javnosti je, to medicinske sestre, vsi zdravstveni delavci smo tudi družinski člani, imamo svoje družine in glede na to, da oskrbujejo res težke paciente, si tudi sami želijo doživeti
božič, praznike med svojimi najbližjimi. Tako da upoštevajmo ukrepe in hkrati bomo lažje šli skozi vso težko obdobje. To je z moje strani. Hvala. Ja, dober dan, lep pozdrav tudi z moje strani. To niso švingl listki, ne, ampak to so dejanski grafi, ne, ki kažejo na to, kar je direktor malo prej povedal. Številke v zadnjem tednu stagnirajo, zadnja 2 dni pa dejansko celo nekoliko padajo. To govorim tako za paciente, ki so hospitalizirani v intenzivni terapiji, kakor tudi tiste na akutnih oddelkih. Že glavna sestra je povedala, da ljudje pravzaprav izgorevajo na delovnih mestih. Jaz bi to izkoristil, da se iskreno vsem zaposlenim v UKC Maribor zahvalim za potovalno delo, še posebej tistim na akutnih oddelkih in pa tistih, ki delajo v intenzivni terapiji. Nekako se nam zdi v ustanovi, da življenje teče v 2 vzporednih svetovih v tem času. Ljudje prihajajo v bolnišnico, potrebujejo našo pomoč, dušijo se, zdravstveni delavci dajo vse od sebe, izgorevajo, v bolniškem staležu jih je ogromno, hkrati pa poteka vzporedni svet zunaj naših zidov, v mestnih središčih, na božičnih sejmih, na zabavah, v trgovskih centrih, popolnoma normalno. Mi nekako tega ne razumemo in zato še enkrat pozivamo vse, napravite, kar je v vaši moči, da se življenje čim prej normalizira tudi za zdravstvene delavce in seveda tudi za paciente, da bo hospitalizacij čim manj in da bo smrti čim manj. Toliko za začetek. Prvič v dolgem času imamo boljše novice kot prejšnji teden in upam, da bo tako tudi v prihodnjih dneh, v prihodnjih tednih. Morebitna vprašanja? Ja, kaj to pomeni, zdaj, če številke padajo za obravnave zelo hitro, bo tudi operativne posege, se to zdaj povečuje vzporedno s tem ali še vedno? Številke so padle za zelo malo, ne. Če konkretno povem, mi smo imeli največ hospitaliziranih pacientov v intenzivni terapiji 53, danes je ta številka 49. Skratka, to je tako majhna številka, majhen padec, da pravzaprav še ne moremo razporediti kadra na matične lokacije, enako velja za akutni oddelek. Tam je bilo največje število hospitaliziranih pacientov, recimo 145, zdaj jih je 135, kar je zelo majhna razlika. Ampak seveda čakamo na prvi primeren trenutek, da bomo lahko zaprli eno enoto, eno sobo, da bomo lahko te ljudi razporedili na matične lokacije. V tem trenutku so največja ozka grla kadri, kot so anesteziologi, internisti, infektologi, anesteziološke sestre in inštrumentarke. To so visoko specializirani kadri, ki jih pravzaprav ne moramo nadomestiti za ničemer, so pa tudi nujno potrebni v konkretno intenzivni terapiji. Tam je kader, ki je bil primarno tam nameščen, skratka subspecialisti iz intenzivne medicine, tako razrečen, da enostavno potrebujemo vsako izmed teh rok in tudi seveda glav. Po katerem scenariju oziroma kdaj pa se bodo stvari normalizirale, koliko morajo pacienti, da se bo recimo operacije tudi Glejte, kar se tiče operacij, trenutno delamo nekje na 33 do 35% normalnega operativnega programa. Zagotavljamo vse urgentne operacije in tudi onkološke operacije. Pacienti z stopnjo nujnosti hitro in pa tudi zelo hitro praktično ne prihajajo na vrsto. V tem trenutku to stoji. Če se bo zmanjšalo število pacientov konkretno v naši ustanovi v intenzivni COVID terapiji pod 42, bomo lahko bistveno povečali število operacij, govorim bistveno od 33 na 50%, pri nadaljnjem padanju števila intenzivnih COVID pacientov pa še nekoliko bolj. Morda samo en komentar, še dodatek k temu, kar je izčrpno povedal že strokovni direktor. Sedimo danes tukaj pred vami in smo zelo veseli, da je za 5 bolnikov padlo
število. To nas zelo veseli, ker lahko bi jih bilo 5 ali 10 več. Pa pravim, to še ni tisto dokončno stanje, da nas ne bi jutrišnji dan presenetil. Zdaj v tej fazi razmišljati, ko še pa naprej delo izredno naporno, razmere pravzaprav še kar kritične, v ostalih dejavnostih je vseeno malo prezgodaj. Pomembno pa je bolnica ob COVID krizi razmišlja tudi v krizi ali pa potrebah, v kateri se bomo znašli po COVID-u, ko je treba nadomestiti vse te izpade, ko je treba zoperirati številne ljudi. Tu so izdelani plani, tudi plani sproščanja kadra. Mi bomo zelo veseli, če bo to čim prej. Ampak glede na sedanje trende verjetno to v zelo kratkem času še ne bo mogoče. Kot je omenil strokovni direktor, z vsako sprostitvijo kadra se bo delalo nekaj več, ampak pomagati necovidnim bolnikom v obsegu, ki ga bo narekovalo to sedanje izpade zaradi COVID situacije, o tem pa verjetno, pa ne bom črno gledal čez nekaj tednov ali pa še bi rekel morda kakšen mesec več. Kaj pa v luči te nove različice, ki bi rekla, samo vprašanje časa, kdaj bo pač nas se pojavila, vam bo to kaj zapletlo, dodatno izolacije, dodatni ukrepi glede tega? Tukaj še nimamo dovolj podatkov, da bi lahko ukrepali. Seveda pričakujemo mnenje subspecialistov, NIJZ-ja in pa posvetovalne skupine. V tem trenutku še nimamo navodil, ki bi dodatno zakomplicirali naše protokole dela. Bomo pa seveda počakali. Upamo, da ta različica ne bo odporna na cepljenje in da bodo zdravila delovala kot pri ostalih različicah. Skratka, tega podatka še nimamo, čakamo, kaj se bo iz tega razvilo in bomo seveda upoštevali vse ukrepe. Kako pa z odsotnostjo zaposlenih, je še zmeraj toliko bolniško tudi zaradi izgorelosti? Da, jaz sem pogledal konkretno pred današnjo tiskovno konferenco. Odsotnih z dela je več kot 800 zaposlenih, od tega 450 zaradi bolniškega staleža. Te številke ne padajo. Nažalost, dejansko kažejo na ekstremno obremenitev tako zdravnikov kot medicinskih sester in to se enostavno po tolikem času, po letu in pol, pozna in nikakor ne krivimo nikogar izmed zaposlenih za to. Enostavno enkrat pride do konca in ljudje izgorijo. Kar pa se tiče pričakovanj pred novim letom, pa povem še to, da projekcije, ki so zdaj napravljene tako na Inštitutu Jožef Štefan kot druge, kažejo na to, da če bo šlo vse po sreči, če ne bo dodatnih zapletov zaradi novih različic virusa, lahko pričakujemo ob novem letu približno še vedno 600 hospitaliziranih COVID pacientov v celotni državi, zdaj jih je 1200, se pravi polovica tega, kar je zdaj, kar je še zmeraj bistveno otežuje normalno delovanje zdravstvenega sistema. Na pediatriji je poprečno nekoliko več pacientov, kot jih je bilo prejšnje tedne, gibla se številka nekje med 5 in 6, 7 mogoče, ampak to niso zelo velike številke in pediatri to obvladajo, tudi imamo poteke bolezni, ki niso zelo rizični, zelo hudi, tako da so vsi izhodi do zdaj bili zelo dobri. V principu je tako, da okužba z COVID-om povzroča pri otrocih relativno zelo malo kliničnih znakov in tudi zelo malo zapletov. Kot rečeno, imamo hospitaliziranih poprečno med 5 do 6 pacientov, vsi so hospitalizirani znotraj pediatrične klinike in pri nas v tem trenutku še nismo imeli zapletov, ki bi resno ogrozili
zdravje katerega koli izmed hospitaliziranih otrok. Tako da s tem smo zadovoljni. Tudi porodnice so okužene, vendar brez pomembnih kliničnih znakov vse v tem trenutku.